Drage gledalke, dragi gledalci, dober večer. Danes je z menoj Ksenija Filipič, uspešna slovenska DJ-ka in spoznali boste njeno zgodbo. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni tudi vi. Najprej bi se rada ustavila pri vašem primarnem poklicu. Ste učiteljica. Tako je. Jaz sem v bistvu pravzaprav že, odkar sem diplomirala, učiteljica razrednega pouka in športne vzgoje. In poučujem na eni izmed ljubljanskih osnovnih šol. Ste mogoče že kot majhna deklica torej sanjali o tem, da boste učiteljica? Kakšne želje ste imeli? Pravzaprav sem imela želje, da se ukvarjam z čim več stvarmi in sem slišala, da učitelji morajo biti sposobni, da lahko poučujejo raznoliko, torej sem se tudi za to odločila. V zadnjih letih pa je vaša velika strast glasba. Tako je, ravno v meni so se lansko leto še bolj intenzivno prebudila ta strast in zato sem postala DJ. Povejte nam torej kaj več o glasbi, ki jo ustvarjate. Ja, ravno te dni zaključujem svoj avtorski komad, ki ima malce pridiha latina, sloni pa največ na tech house glasbi. Zdaj kot DJ, ko se malce bolj spoznajo na te zvrsti, bo točno vedeli, da to spada med zvrst house glasbe. In veliko vključujem pa tudi kakšnih udarnih balkanskih melodij, ker vseeno prihajamo z balkanskega lonca in sem tudi pravzaprav zelo navdušena, da bi lahko kdaj te melodije predstavila prav na Ibici. Drugače sem se pa zelo povezala z producentom s Hrvaške, Joe Tušajnom, ki sem ga spoznala na Poljskem, ko sem gostovala v klubu Mango in pravzaprav tudi skupaj snujeva kakšen projekt. Drugače pa mogoče gledalcem priporočam, da kar sami kdaj pridejo na moj nastop in v živo prisluhnejo kakšnemu izmed mojih komadov. No, ampak house glasba, ste to že vrsto let poslušali? Kaj je tisto primarno, kaj poslušate vi najraje sicer? Ravno to glasbo, ki jo ustvarjam, tudi poslušam. Vedno sem bila tudi zvesta oboževalka in obiskovalka vseh večjih partijev z svetovno poznanimi imeni. Tudi sem vedno bila v bližini DJ-jev, nemalokrat sem jih prosila za kakšno glasbeno željo. Čeprav vem sedaj sama, da to niti DJ-ji ne marajo preveč. Zato je moj partner enkrat predlagal, malo za šalo, malo za res, da pa mogoče kar sama postanem DJ-ka. In kako se vam je sprva zdela ta njegova ideja? Pravzaprav neizvedljivo, ker če po pravici povem, niti to ni tako enostavno. Kaj šele, da bi si jaz sama sebe predstavljala, da bom enkrat uspešna DJ-ka na velikih odrih. Ravno to je bilo moje naslednje vprašanje. Kako sploh v Sloveniji postati DJ? Ste, ne vem, nekoga najeli, da vas je malo poučil, kako se zadevam streže? Tako je, ker sem sama, moram reči, da sem dokaj perfekcionistična, sem najela izkušenega DJ-ja, pravzaprav nisem hotela biti samouk, ker bi bila pot zelo dolga, niti ni nujno, da uspešna, zato sem res dobro osvojeno tehniko, z veliko dela in truda, zelo kmalu postala zelo angažirana DJ. Zdaj veliko truda, če mogoče malo bolj konkretno poveva, ne vem, je bilo to leto, dve, kako dolgo ste potrebovali, da ste osvojili vse te tehnike? Jaz sem pravzaprav začela prejšnje lansko poletje, ker sem kot učiteljica imela počitnice in sem rekla, da naj bodo tokrat malce drugačne in recimo tudi po 10 ur na dan dnevno se torej delalo, pripravljalo in v roku enega meseca sem bila pripravljena na prvi večji nastop. In kje je bil ta prvi nastop? Kako se ga spominjate? Prvi moj nastop se je pravzaprav odvijal v poznani hrvaški diskoteki Biblos, tako da to je bil zame, bom rekla, zelo prelomen trenutek, ker sem vnaprej bila pripravljena, če mi ta nastop uspe, je to pravzaprav začetek moje kariere. V primeru, da se mogoče ne bi našla ali pa da ne bi bila kos takšni res pomembni nalogi pred takšnim občinstvom, bi mogoče bil tudi konec vsega skupaj, ne? Tako da še dobro, da sem bila samozavestna, verjela sem vase in mi je tudi prvič uspelo brez napake. Kako je biti ženska v takšnem poklicu? Zdaj navadno smo navajeni torej na DJ-je in ko vidimo žensko, morda si mislimo, opa, ne? Kaj naj rečem, ženska v tem poklicu je vse prej kot, bom rekla, da je to klasika. To je še vedno moška domena, DJ-stvo. Tudi v Sloveniji ni veliko, bom rekla, uspešnih DJ-k, pravzaprav jih je zelo malo. In sama pa sem nekako dokazala, da se da. Sem tudi razbila ta stereotip, da je lahko moški tisti, ki je uspešen DJ, lahko je tudi ženska. Sama sem to zelo v kratkem času dokazala in trenutno sem mogoče celo bolj angažirana kot moji moški kolegi. Bi lahko rekli, da se morate zaradi tega, ker ste ženska, veliko bolj dokazovati?
Ja, to je mogoče res, da se moram dokazovati, sem pa po drugi strani tudi malce bolj zanimiva, ker sem pravzaprav v tej ponudbi moških DJ-jev mogoče nekaj bolj eksotičnega že zato, ker sem ženska in mi je tudi po eni strani lažje. Najprej torej manjši nastop že takoj v tujini, danes nastopate že pred več tisoč glavo množico. Kako se te vaši nastopi razlikujejo? Vsak nastop je zgodba za sebe, bom rekla, in tudi za vsak nastop se posebej potrudim, se dam od sebe, ampak recimo manjši nastopi so velikokrat težji, ker recimo zelo zanimiv nastop mi je ostal v spominu v fitnessu, ko ljudje telovadijo, da nastopa DJ, ali pa mogoče pri zajtrku, tako imenovan brunch, ki se je nekako prijel pri nas v Sloveniji na podlagi zgodb, ki se krojijo po Ibici, recimo po Dubaju smo tole videli. Pri nas so vse to neke novosti in veste, to ljudje niso dejansko prišli tja plesati, se zabavati na polno in je DJ ima kar težko nalogo na manjših nastopih. Potem, ko pa gre za večje nastope, ker je to vse ciljano, ko prije publika z namenom, da se zabavajo ob tvoji glasbi, je pa veliko lažje, mi da publika še več energije in resnično najbolj uživam, ko je pred mano več tisoč glava množica. Kako pa se na nastope pripravljate? Omenili ste v fitnessu, raznoliki nastopi pred različnimi ljudmi, sproti prilagajate, torej kako jih boste zabavali ali imate že en ustaljen seznam? Bom kar iskrena, da se za vsak nastop potrebno zelo pripraviti in največ dela v DJ-stvu sledi pravzaprav v ozadju. To je priprava glasbe, ki mora biti ustrezna, pretvarjanje glasbenih komadov pravi format, potem pa seveda tudi sestavljanje setov. In ravno seti morajo biti ustrezni. Ni vseeno na kakšnem eventu si, da bi vedno seveda dal isto glasbo. Zato jaz rečem, da je najpomembnejše, da se prilagodim publiki in da se zavedam, da sem jaz tam zaradi publike in glede seveda vezano vse na tematiko. Ste vedeli, da glede na to, da živite v Sloveniji, bo morda ta korak osvojiti torej trg malo težji, kot recimo, če bi živeli v tujini? Res je, Slovenija je zelo majhna, kar se tiče mogoče tudi manj razvita okoli elektronske scene. Jaz sem že v bistvu, preden sem se resno podala v to, malce ciljano pravzaprav imela v mislih tujino, tako da jaz sem pravzaprav štartala na Hrvaškem in sem tam tudi potem, kot sem že omenila, začela s svojimi nastopi. Prvi je bil v Biblosu, potem tudi na Pagosu se nadaljevali in preden sem začela nastopati v Sloveniji, sem že kar osvojila hrvaško tržišče, potem je sledila pa še recimo Italija, kjer sem nastopala ob svetovno poznanem Bobu Sinclairu in sem pravzaprav že od takrat, to je bilo lani, v Torino, sem tudi od takrat naprej medijsko prepoznavna, ker v Italiji potem so takoj sledili intervjuji, v časopisih sem se pojavila in v bistvu že od takrat tudi moje glasbene sete vrtijo na vseh italijanskih radijih. Tako da v Sloveniji sem pravzaprav zablestela šele za tem, in sem bolj mogoče celo prepoznavna v tujini, tudi na Poljskem, kjer sem nedolgo nazaj ravno se vrnila s turneje in sem sodelovala ob svetovno poznanih imenih, kot so Fede Lagrand, David Penn, The Cube Guys na istem odru in sem tudi bila izstreljena takoj med zvezde. Kakšen je občutek, torej spremljaš nadaleč, si samo sanjaš, želiš, potem pa naenkrat stojiš ob boku tako izvrstnih glasbenikov? Če vam po pravici povem, še sedaj težko zberem besede, pa mi jih ne manjka ponavadi besednega zaklada. To so res tako fantastični občutki, občutki zmagoslavja. Prav s solzami v očeh to vedno povem, da živim svoje sanje res. Imate mogoče za naše gledalce kakšno posebno anekdoto z nastopa? Ja, vsak nastop je po svoje zanimiv. Moram reči, tudi moj menedžer lahko pove in moj bodyguard, ki je z mano vedno, da imava vrsto doživeti. Mogoče pa najbolj se me dotaknila ena prigoda, se me dotaknila na samem začetku, ko dejansko še nisem bila toliko prepoznavna, niti noben ni pričakoval kakšne ženske DJ-ke. In takrat, ko sem se pojavila za mešalko, so bili varnostniki prepričani, da sem gogo plesalka. In so me v trenutku skušali pravzaprav postaviti na neko drugo pozicijo na odru. Bila sem tudi zelo urejena, zdaj se mogoče že malce bolj DJ-sko uredim, takrat sem prišla pa popolnoma urejena za mešalni pult in dejansko so bili brez besed potem, ko so videli, da sem DJ-ka in so tudi mi je bilo malce nerodno. Vaš varnostnik je bolj za preventivo ali je moral že kdaj tudi posredovati?
Varnostnik je moral, oziroma kot jaz rečem bodyguard, še bolj tako svetovljansko, je pravzaprav vedno z namenom z mano in je moral že tudi posredovati, ker kot veste, nočno življenje je specifično, tukaj so prisotne nažalost tudi droge, ki jih nikakor ne zagovarjam, tudi veliko popitega alkohola in ljudje se včasih ne znajo kontrolirati. Jaz imam v bistvu že problem, če želijo preblizu meni priti in potem ne morem v bistvu biti posvečena sami tehniki, tudi ko bi se radi kdo z mano pogovarjal. To so sicer manjše težavice, ampak tukaj mora že posredovati. Še bolj pa mora posredovati, če se bi mi kdo skušal približati s kakšnim kozarcem, s pijačo, mi v bistvu s tem otežiti moje delo. Kakšen odnos pa imate sicer s svojimi oboževalci? Ja, saj veste, oboževalci so ena lepa stvar in so v bistvu del show biznisa. Zame osebno so najdragocenejši, ker se še, kot sem že rekla, zavedam, da sem jaz v bistvu vedno za njih na voljo in ne, da ne ustvarjam samo zaradi sebe. Tako da mislim, da ljudje to čutijo in tudi za vsakim nastopom se mi potem v bistvu širi krog oboževalcev. Z njimi sem zelo spoštljiva, prijazna in vedno si vzamem čas za komunikacijo, za kakšen avtogram, mi tudi ni problem po pošti poslati in podobno. Vedno ste brezhibno urejeni. Koliko vam pomeni moda? Kolikor mi je znano, vam je precej blizu. Najprej hvala. Drugače pa, kot že rečeno, vsak ima svoje strasti in moda ter lepotna industrija me privlačita tudi že od nekdaj. Tako da sem leta 2017 sem tudi bila recimo nacionalna direktorica za lepotna tekmovanja v Sloveniji in smo uspešno izpeljali en projekt, ko sem popeljala našo ekipo v Dubaj, pa smo dosegli visoka mesta. Tako da to je bilo kar vrh enega mojega modnega ustvarjanja. Drugače pa sem tudi imela butik v centru Ljubljane, kjer se tudi izražam preko kreiranja stylingov. Kakšno spletno trgovino sem tudi že vodila in še vedno sem recimo za povezovanje, tako da sem modo združila z fotografijo in tudi tam sem zelo aktivna. Tole lahko gledalci malce mogoče pogledajo na moj Instagram profil. Trenutno sodelujem tudi z Tiborjem Golobom, ki je zelo poznan fotograf in ustvarjam eno uspešno reklamno kampanjo za znamko Heaven and Hell. Koliko časa recimo dnevno poskrbite skrbi za svoje telo, izgled? Vsak dan v bistvu se mi zdi, da moraš vlagati v sebe, ker dejansko kar seješ to potem tudi žanješ. To so malenkosti, ampak se kar pozna. Tako da 5-krat tedensko treniram, skupaj s partnerjem obiskujeva fitness, tudi kickboks. Ni pa tu samo šport, je tu še zdrava prehrana, potem seveda nega, skrb za telo, druženje pa tudi s pozitivnimi ljudmi. Kako glasbo pa drugače doma radi poslušate? Je tudi tam house vedno slišati? Je res. To je glasba, ki me navdihuje in pravzaprav si sploh ne predstavljam, da bi jo kadarkoli lahko zamenjala. Jaz to že leta poslušam, vse navdihe sem poiskala ravno v tej glasbi in tudi sedaj zelo uspešno na podlagi house glasbe ustvarjam naprej. Mislim, da je pravi trenutek, da si ogledamo torej nekaj utrinkov iz njenih nastopov. Tengo ganas de ti. My face don't know where I am because I got my drugs from Amsterdam.
Torej, videli smo nekaj vaših nastopov. Kako pa sami sebe, ko pogledate torej posnetek, kako sami sebe pokomentirate? Pravzaprav to je najtežje, ker smo sami do sebe prevelikokrat kritični. Jaz sem vedno rada perfektno, da izpadem, ampak v bistvu mi je sedaj veliko pomembnejše, kakšna je moja tehnika in tukaj bi bilo narobe, da karkoli ne bi bilo prav, bi bila žalostna, ker vem, koliko sem to vložila, ostalo se pa trudim po najboljših močeh. Zdaj partner vam je predlagal to, vam še vedno stoji tako ob strani, je morda on vaš največji kritik? Ena velika pohvala za mojega partnerja, vsi, ki ga poznajo, vejo, da je tudi on moj največji navdih. Vse sva skupaj, bom rekla, dream team, dejansko sva res majhen tim, on je tudi moj bodyguard, moj varnostnik, torej moj šofer in tudi, mislim, da največja podpora. Torej vse v enem. Res je. In sem zelo hvaležna. Če se vrneva nazaj na vaš poklic, učiteljica, kako so vas sprejeli v šoli? V šoli me pravzaprav poznajo že od prej in to, kar se sedaj dodatno dogaja, mislim, da je to za vse nekaj zanimivega, novega, ker tudi otrokom zelo rada zaupam kakšno anekdoto z nastopov, njim je to še bolj smešno kot odraslim. Vidim, da me pa tudi zelo obožujejo. Velikokrat me prosijo, da jim predvajam YouTube posnetke, svoje nastope in ne nazadnje sem tudi voditeljica šolskega radija, tako da resnično imamo vsi neko dodano vrednost na šoli in moram reči, da doživljam veliko podporo, tako strani učiteljev, torej sodelavcev, ne nazadnje tudi staršev mojih učencev in seveda tudi nasploh celotnega kolektiva. Verjetno je to izrednega pomena za vas. Je, ker pri nasprotnem primeru bi bilo pa izredno težko in bi celo verjetno morala razmišljati o kakšni spremembi. Verjetno vas v šoli ne vidimo tako urejeni, oblečeni, kot ste danes tukaj ob meni. Kako se razlikuje torej Ksenija v šolskih prostorih in pa potem izven njih? Ksenija je v osnovi kar ista, ker če si ti iskren človek, če si ti pozitiven in z jasnimi cilji, sem za mešalko in v šoli v bistvu enaka. Ampak razlika je seveda v stylingu, to ste že zelo dobro ugotovili, ker v šoli seveda potrebno spoštevati kodeks oblačenja in seveda tu gre za zaprte kreacije do vratu. Največkrat sem sicer športno oblečena, ker je tudi telovadnica moj drugi dom in to vedno spoštujem. Kako je usklajevati dve takšni službi, težki službi? To sta v bistvu kar dva polna delovnika ali pa še čez. Včasih si želim, da bi dan imel več kot 24 ur, tako da prostega časa resnično več nimam. Je pa res, da usklajujem. Vse življenje si skušam organizirati tako, da je pravzaprav tekoče. Med tednom sem bolj predana učiteljica, med vikendi se potem posvetim DJ-stvu in tudi med počitnicami, ki jih pa imamo zaenkrat še kar veliko učitelji, sem pa potem tudi predana DJ-ka. Videla sem, da je vaš urnik precej zaseden že za leto naprej. Ste morda prišli kdaj do točke, ko ste že razmišljali o tem, da se bi od enega poklica poslovili? Najlepša hvala sploh za zaupanje vseh naročnikov, da me tako zvesto bokirajo, res je. V zelo kratkem času sem se zavihtela na mesto, bom rekla, najbolj angažirane DJ-ke v Sloveniji in moj urnik je že popolnoma natrpan, včasih tudi že kakšenkrat se prekrivajo načrti za vikend in dejansko pač uresničim tisto, kdor je prej bil zabeležen v mojem koledarju. Kar se pa tiče šolstva, pa zaenkrat nisem razmišljala, da bi pravzaprav nehala, ker sem predana, sem v bistvu obem strastem, tako poučevanju kot DJ-stvo in zaenkrat zelo dobro usklajujem in mislim, da bom tako skušala tudi naprej. Verjetno dobivate takšne in drugačne ponudbe. Je bila kakšna taka, ki se niste mogli upreti in na drugi strani je kakšna, katero bi zagotovo zavrnili? Kot sem že rekla, sem zelo organizirana, tako da za vso mojo komunikacijo skrbi moj menedžer in v tem primeru sem pravzaprav se vsem nespodobnim ponudbam, tudi vsem neresnim sem se že samo s to odločitvijo, da skrbi on, za to izognila. In mi to predstavlja veliko lažje delo, ker sodelujem samo z resnimi ljudmi. Na samem začetku se je resnično pojavila kakšna nespodobna ponudba, ko v bistvu res nimam niti najnižje cene za moje storitve DJ-stva, pa so mi ponudili zelo visoko ceno in sem pravzaprav hitro videla, da namigujejo, da če bi lahko ostala dlje časa in kot da bi bila v vlogi neke spremljevalke in od takrat naprej sem rekla, da potrebujem tukaj menedžerja, on uspešno skrbi za vso to komunikacijo in nimam nobenih problemov. Je težko usklajevati vse skupaj s partnerjem, torej niste le doma skupaj, še v službi, nenehno torej skupaj. Kako furata?
Jaz se to vidim kot dodano vrednost, ampak seveda ob sebi pa moraš imeti človeka, ki ti je kompatibilen, s katerim si rad in s katerim rasteš. Tako da sem srečna, da vse to imam. Zdaj imate zelo polno življenje. Kaj pa za prihodnost? Kaj si želite? Morda razmišljate že tudi o družini? Dokot sežejo vaše želje? Moja družina je DJ-stvo, tako da na podlagi DJ-stva imam tudi še kar nekaj ciljev. Vsekakor gostovanje na Ibici me trenutno najbolj mogoče žene naprej, da ustvarjam tudi vso to avtorsko glasbo, ker za tam pa sem že pripravljena, da moraš biti pa res že utečen DJ z kar nekaj svoje glasbe. Drugače imam željo tudi po organizaciji eventov. Tudi tukaj delamo kar precej na promociji že. Imam 22. aprila v Ljubljani v enem zelo poznanem klubu svoj prvi večji event, tako da upam, da gledalci pridejo tudi sami me podpreti. Kar se pa tiče ustvarjanja glasbe, pa še naprej delam res na tem, da bom čim bolj zaznamovala tudi slovensko glasbeno sceno. Najin čas se je iztekel. Hvala, da ste prišli, bili moja gostja in želim vam še veliko uspehov. Najlepša hvala tudi vam za povabilo in da se srečamo seveda na kakšnem izmed mojih eventov. Vljudno vabljeni. Zagotovo. Hvala za povabilo. Hvala. Hvala tudi vam, da ste bili ponovno v naši družbi. Vidimo se prihodnji četrtek, do takrat pa ostanite na BK TV.